Po remiju brez zadetkov proti Izraelkam v drugem krogu se je naši reprezentanci zožil manevrski prostor za napad na uvrstitev v spomladanski elitni del kvalifikacij za Evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Severna Irska. Zmaga proti Rusijam je bila opcija za rešitev vseh dvomov. Ob vseh drugih rezultatih na tekmi v Lendavi pa je bilo napredovanje odvisno tudi od razpleta v Bakovcih, kjer sta se merili Izrael in Grčija. Nazadnje so Slovenke vzele tako rekoč glavno nagrado in s prepričljivo zmago osvojile prvo mesto v 5. kvalifikacijski skupini. Rusinje, ki so v lanskih kvalifikacijah slovenske vrstnice premagale kar 7-1, so sicer začele napadalno in nanizale nekaj obetavnih akcij. V 12. minuti je Čerepneva s prostega strela merila preko gola. Kmalu zatem tudi obetavna podaja iz kota, ko je kapetanka Kuropatkina poskusila z glavo, a je bila Sara Nemet na mestu. V 25. minuti še en dvoboj gostujoče kapetanke in naše vratarke, ki se je še enkrat odlično odrezala. V trenutkih, ko se je zdelo, da bodo Rusinje še odločneje stopnjevale napade, pa v 35. minuti dolga žoga v konico napada, kjer je hitra Špela Kolbl prehitela branilke in z odločnim strelom poskrbela za 1-0. Zadetek v pravem trenutku saj je presekal rusko premoč. Ampak že v naslednji minuti derbi za prvo mesto v naši skupini spet na izhodišču. V gneči se je znašla Jakovleva in odbito žogo s suverenim udarcem poslala v mrežo za 1-1. Do konca polčasa še ena prekinitev in po podaji kapetanke Urške Bratuša poskus Katarine Gadnik, a sta reprezentanci na odmor odšli poravnani. Obetal se je hud boj v drugem polčasu, ko bi lahko svoje opravilo tudi vroče popoldne s temperaturo kar 30 stopinj Celzija. Ampak to, kar je sledilo v uvodnih minutah nadaljevanja, je bilo za marsikoga malce nepričakovano. Slovenke so Rusinje v pičlih 7 minutah spravile na kolena. Najprej je v 50. minuti podajo Špele Rozmarič v vodstvo z 2-1 pretvorila Nika Babnik. Slovenke so bile spet v prednosti. 4 minute pozneje so jo povišale na 3-1. Tokrat je Špela Rozmarič podala iz kota, v kazenskem prostoru pa je bila v pravem trenutku na pravem mestu Katja Turk in veselje v Lendavi se je stopnjevalo. Za piko na i povsem slovenskih minut pa še en prodor Špele Kolber, ki je tudi uspešna prvoligaška strelka v dresu Pomurja. Tokrat je z elegantnim lobom še enkrat ugnala Ponomarevo za 4-1 in vrhunec navdušenja ob tako rekoč potrjeni zmagi proti veliki Rusiji in to že v 57. minuti. V zadnje pol ure še en njen strel, ki je bil premalo natančen. Prav tako premalo natančna tudi za Rubina, ki je takole iskala zadetek priključka. Za drobec nelagodje je poskrbela Tija Vrhovnik, ki je podrla Bezpalikovo in španska sodnica Martinezova se je odločila za najstrožjo kazen. Malce ostra odločitev in nazadnje zanesljiv zadetek Vološine za 4-2 v 85. minuti. Takrat so bile Rusinje že brez Šesternove, ki je prejela 2 rumena kartona. V zadnji minuti pa še nespameten prekršek razočarane Kuzmine, ki je morala z igrišča z neposrednim rdečim kartonom. Veselje Slovenk, ki se je stopnjevalo z zadetki, je vrhunec doseglo ob zadnjem sodniškem žvižgu Martinezove. Naša dekleta so se drugič v zgodovini uvrstila v spomladanski elitni del kvalifikacij, v kateri se bo 24 reprezentanc v 6 skupinah s po 4 pomirilo za 7 prostih mest na Evropskem prvenstvu, ki ga bo junija prihodnje leto gostila Severna Irska.